Dober dan, pozdravljeni ponovno na kanalu Greg Sport. Danes malenkost drugače, gre za nek drug podcast, v bistvu celo intervju. In v izredno veselje mi je, da smo uspeli privabiti na drugo stran mikrofona Gregorja Glasa, še do nedavnega kandidata za slovensko reprezentanco oziroma za kvalifikacije za olimpijske igre v Litvi v Kaunasu. Žal je Gregor medtem izpadel iz seznama kandidatov, a nas je zanimalo, kakšna je zgodba od zadaj, kaj je iz te izkušnje izvlekel Gregor, ki še velja za zelo mladega fanta, a vendarle za njim je ena izjemna sezona v Srbiji, kjer je bil med glavnimi strelci svojega moštva in pa tudi med glavnimi strelci v celotni ligi. Dotaknili smo se tudi tega, kako je delati s slovenskim trenerjem Mirom Alilovićem, ki slovi po trdem delu, kako se razvija njegov klubski kolega Saša Cijanis. Seveda smo tudi malo popikali v njegovo prihodnost, nakazuje se možnost okrepitve enega izmed slovenskih klubov, pa jasno, da tudi kakšno je vzdušje v slovenski reprezentanci, kako je v bistvu deliti slačilnico z Luko Dončićem in kje lahko Gregorja pričakujemo v prihodnje. Takole. V bistvu, Gregor, me zanima, za vami je reprezentančna akcija, se pravi kvalifikacije za olimpijske igre ste tukaj, žal vam to pot ni uspelo med izbrance, med tiste, ki potujejo v Kaunas, pa vendarle, kaj ste v bistvu odnesli od te izkušnje? Ja, to je bila ena super izkušnja za mene. Bil sem v res neki kakovostni ekipi, zraven res nekih odličnih košarkašev, tako da sigurno neke stvari sem lahko odnesel od njih, in bila je res ena super izkušnja za mene. Jaz res verjamem v to ekipo. So res neverjetni igralci na kupu in upam, da jim date narediti nek lep rezultat. Super, odlično. Vam je mogoče selektor ob odhodu dejal kaj posebnega ali kdo od igralcev mogoče? Pa nič kaj posebnega, no. Nekako zavedal sem se, da na moji poziciji v tem trenutku so res igralci, ki igrajo na najvišjem nivoju v Evropi in že to, da sem lahko delal z njimi, je nekaj posebnega. Moj čas bo pa še prišel sigurno, no. Imam še ogromno časa, tako da samo da delam naprej in to je to. Tako, o tem ni dvoma, ste še zelo mladi, še veliko je pred vami. Če se še malo dotakneva sezone v Srbiji, pod vodstvom Mira Alilovića v Dinamiku je za vami sila uspešna Sadova. Lahko rečemo, da je bila tale poteza, da se priključite že pred časom Aliloviću in Dinamiku, zelo uspešna. Ja, mislim, jaz v svojih odločitvah zaenkrat sem res, mislim, da so prave, no. Sezono sem bil kar zadovoljen, s tem razlogom sem tudi še eno leto dol ostal. Škoda malo za sezono, kakršna je bila in korona na to, kaj je vse vplivalo, tudi mene je pol malo oslabila na koncu tistih par zadnjih mestov, ampak drugače pa nasplošno sem pa lahko sezono zadovoljen. No, odlično. Zdajle treningi pri Miru Aliloviću slovijo kot zelo strogi, težki, pa na kratko mogoče, kako vse skupaj tole izgleda. Je težko zdržati takšen ritem? Pa tako bom rekel, Miro ima nekako svoj način in je res osredotočen na vse detajle in moraš biti sfokusiran in res na treningu z glavo, in če si na to pripravljen, ni toliko zahtevno, no. Tako da meni je bilo zelo v redu. Jaz sem od njega dosti stvari, lahko rečem, da vzel in sem bil zelo zadovoljen z njim in res lahko pozitivne stvari rečem. Z vami je slačilnico delil tudi Saša Cijanis, še en mlad košarkar, ki se razvija pri klubu. Kako sta se v bistvu ujela, pa če mogoče na hitro poveste, kako se on razvija? Ja, Saša je super fant, res, in jaz bi rekel, da je prihodnost in ima ogromno potenciala, tudi zelo priden je, res delaven in
če bo tako stopnjeval, kakor zdaj, jaz mislim, da bo res dober igralec. Vidi se napredek skozi vsako sezono. In ja, mislim, da lahko računamo na njega čez nekaj let. Super novice. Zdajle, če se malo prihodnosti vaše dotakneva, govori se v košarkarskih krogih, da se vas povezuje s Cedevito Olimpijo. Lahko mogoče kaj več o tem poveste? Pa tako bom rekel, so neki pogovori tudi s Cedevito Olimpijo, ampak nismo še glih Nič konkretnega. blizu zaključ, nič konkretnega. No, tako da težko rečem, imam še nekaj ostalih opcij, ampak še vedno smo samo v nekih pogovorih, tako da res težko kaj konkretnega zdaj povem. Razumem. Med drugim ste se prijavili tudi za nabor lige NBA. Imate mogoče kakšne informacije, da se kdo resneje zanima za vas? Boste mogoče celo odšli na kakšen trening? V treningih zaenkrat še mi iz agencije niso sporočili nič. Dobil sem par informacij, da neke ekipe so se zanimale, ampak te odločitve res prepuščam moji agenciji, tako da oni bojo povedali, ali bom na naboru ostal ali ne. Tako da tudi nekaj preveč o teh stvareh nisem informiran. Razumem. Tako da to je to. Imeli ste priložnost trenirati v zadnjem času z elito slovenske košarke, tudi z Luko Dončićem. Kako v bistvu to izgleda, kako je to bilo za vas? Ali Luka takoj izstopa, se morda tudi kaj pošali? Kaj v bistvu to vam pomeni? Ja, Luka je super, res lahko rečem, da imamo neki privilegij, da lahko igramo z njim in jaz upam, da bo to vse pokazal tudi na teh kvalifikacijah, ker po tem, kar smo videli zdaj, res obeta in ekipa je super, fantje se res dobro razumejo in kemija je prava, tako da jaz res verjamem v njih in upam, da jim uspe. Sigurno. Vas je mogoče še kateri drug od fantov posebno navdušil? Ste mogoče od koga prejeli kakšen poseben nasvet, karkoli? Pa s fanti smo že odprej, smo v kar velikem kontaktu, tako da smo ves čas nekako se pogovarjali, pač mi pomagajo, tako da nam zdaj omenijo samo ene par, ker res velikih je bilo, no, ko so mi pomagali, pa so res v redu me sprejeli, no, tako da za vse lahko rečem, da so res super. Tako, ja, bi bilo mogoče celo malo napak koga izpostaviti, pa nezavedno koga odstraniti, spustiti, ne. Tako. Zdajle slab teden dni še v bistvu do začetka kvalifikacij, nekaj časa ste bili zraven, pa mogoče kaj torej vi pričakujete? Vsi napovedujemo tisto finale proti Litvi in pa govori se seveda tudi logično, da naj bi bila Litva veliko močnejša pod košem, mi mogoče malo boljši na zunanjih položajih. Bi se strinjali s trditvijo, da imajo oni večji problem, kako zaustaviti Luko, kot mi zaustaviti njihovo centrsko linijo, ali mogoče sploh se ne strinjate s tem, nasprotujete kakorkoli? Pa jaz bi rekel, da oni bojo imeli težavo zaustaviti celo ekipo, seveda z načelom z Luko, ker res tudi ostali beki pa štirka in petke vsi šutirajo lahko pri nas. Tudi Luka in Tobi sta se hitro zelo dobro povezala, tako da jaz mislim, da Slovenija bo res kot ekipa igrala in da je res zelo nevarna, tako da mislim, da bo imeli Litvanci probleme, tako da ne vem, jaz verjamem, da smo močnejši, no, to lahko zdaj trdim, ampak upam, da se bo tako tudi na koncu izteklo v Litvi. Seveda, tako tudi upamo mi, ravno ta naša raznovrstnost nas krasi in verjamemo, da nas bo takrat, ko bo najbolj potrebno. Pa še za konec, kaj lahko v bistvu od Gregorja Glasa pričakujemo v prihodnje? Vemo, ste še zelo mladi, pred vami je v bistvu še celotna kariera. Kje se vidite, ne vem, leto, dve ali več? Pa načeloma zdaj gledam na to, da res dobro delam, da napredujem še iz sezone v sezono.
Iščem zdaj neko sredino, kjer bo najbolj idealen za moj razvoj še naprej. Tako da za par let upam, da bom res lahko igral na nekem najvišjem nivoju, mogoče v Evropi, če bo to ratal. In tako, no, zato se dela, to so cilji, zdaj pa upam, da to uspe. Tako. Super, ja, Gregor, najlepša hvala na tem mestu za to, da ste si vzeli čas. Na tem mestu vam tudi želim obilo sreče, predvsem zdravja, nepotrebnih poškodb ne potrebujete samo srečo in pa dobro usmerjeno še naprej. Vse dobro tudi z reprezentanco U20, kjer ste zdaj z fanti, potem pa vsaj malo počitka za naprej, ne? Najlepša hvala. Tako, tole je bil, kot rečeno, Gregor Glas, komaj 20-letni fant, ki pa že močno opozarja nase in si je celo letos prislužil poklic selektorja Sekuliča med kandidate za olimpijske igre v Kaunasu. Do naslednjič, hvala za vašo pozornost, za podobne podcaste se naročite na naš kanal in se vidimo, slišimo do naslednjič. Lepo vas pozdravljam, s vami sem bil Gregor. Lep preostanek konca tedna.